ni bil prenaporen, da ste v njem imeli lepe izkušnje, da vas je Gospod se dotaknil s kakšnimi prav posebnimi blagoslovi. Današnje razmišljanje ne bo nič novega pod soncem, ampak so stvari, ki jih je dobro ponavljati, so stvari, ki jih je dobro večkrat slišati, ker ljudje smo popravila roba in hitro pozabimo to, kaj je dobro, pa gremo hitro nazaj v slavo, kakor se ne da. Za začetek bi vam povedala izkušnjo. Prijateljica je delala v nekem lokalu, kjer je bil nek, bom rekel, kako je moška snažilka, čistilec, okay, ki je bil fant iz Indije, ki je v tem lokalu delal od A do Ž vse, kar je bilo za narediti, se pravi, od WC-jev do tal, vse je čistil. In ta šef tega lokala ga je vedno nekako poniževal. Vedno se je v bistvu grdo obnašal do njega, vedno je nekako najdel kakšno priložnost, da mu je povedal, kaj si misli pač o teh ljudeh, ki so prišli iz Azije. Fant pa je bil potrpežljiv, nikoli mu ni nič nazaj rekel, karkoli, dobro, tudi šef njegov je bil. In ko sta se nekega dne moja prijateljica in ta fant sprehajala, je ona, ko je to situacijo ves čas gledala, ga vprašala, pa kako se imaš ti, mislim, kdo si, iz kje si, kaj? In fant je razložil, da je prišel pač študirati v to državo, da je da želi zaslužiti, zato dela v tej gostilni, zato da si lahko plačuje študij. Ampak ona je tako nekaj ni dalo miru, pa je rekla, ampak kako je pri vas, kaj? V glavnem, da skrajšam zadevo, na koncu pogovora je ona ugotovila, povedal ji je, da ima njegov oče v Indiji ogromno tovarno in zaposluje ne vem koliko ljudi. In ona ga tako gleda in reče, čakaj. Tvoj oče, tvoja družina ima toliko premoženja, da bi lahko tega gostinca, ki te tako grdo ponižuje, kupila z vsem, kar ima. Kako to, da pustiš, zakaj delaš tukaj? In on reče, zato, ker bi se rad naučil, kako bo mojim delavcem, ko bom jaz direktor, čez kaj se prebijajo moji delavci. Ok, prav, ampak zakaj pa pustiš, da te on tako ponižuje? In pa me pogleda in reče, se mi smili, ker je tak. Brez besed ostane človek, ne? In odprimo si vrstico iz Svetega pisma, o kateri bomo danes razmišljali, nahaja se pa v 1. Petrovem listu, v 4. poglavju v 8. vrstici. Brali jo bomo iz Kraskega in SSP-ja, iz obeh prevodov. In ta uvodna, se pravi, rdečo nit bomo imeli čez celo razmišljanje, ampak ta uvoden dogodek, ki se je zgodil tej moji kolegici, bo tudi, naj ga imejte tako mogoče odzad nekje čez vse, kar bomo brali. Torej, 1. Petrov list, 4. poglavje, 8. vrstica pravi takole. Predvsem pa imejte iskreno ljubezen med seboj, ker ljubezen pokriva grehov obilost. Zanimiv je komentar svetopisemski na to, ki pravi takole. Največji preizkus kvalitete našega krščanskega življenja je njegov vpliv na naše medosebne odnose. Lahko se še tako slepimo, a dejstvo je, da naše krščanstvo kažemo z odnosi. Prava ljubezen, ki, kot jo opisuje Sveto pismo, ne pozna ovir in meja. V pravem krščanstvu ljubezen povezuje ljudi, ki imajo različna mnenja in življenjska ozadja. Povezuje in ne deli. Ni ga problema v cerkvi, ki ga ne bi bilo moč rešiti v duhu inteligentne, razumne in nesebične ljubezni. Peter v tej vrstici v bistvu citira starozavezno vrstico iz pregovorov iz 10. poglavja, iz 12. vrstico, ki pravi naslednje. Sovraštvo zbuja prepire, a ljubezen prikriva vse pregreške. Torej, kjer manjka prave ljubezni, tam je prisotna nagnjenost k temu, da se izpostavljajo napake
in padci naših soljudi. Ljudem, ki jih imamo radi, spregledamo marsikaj, kar tudi slučajno ne bi spregledali tistim, ki jih ne maramo. Pa tudi, če si mogoče ne želimo priznati, da jih ne maramo. Kajti kjer vlada ljubezen, tam so ljudje pripravljeni odpuščati in tudi pozabljati. Kjer vlada ljubezen, se ljudje med seboj podpiramo in se ne grizemo. In ne samo to, tam, kjer se gradi prava ljubezen, tam se v tistih cerkvah se občuti duh prave bratske ljubezni in to kot magnet privlači ljudi, ki ne poznajo krščanstva in jih to posledično kot najboljše misijonsko orodje vodi v zveličavno spoznanje Jezusa Kristusa. Prebrali si bomo en odstavek iz knjige 1888 od Ellen White. Pravi takole, 24. poglavje. Sebičnost je z jasnimi in nezmotljivimi značilnostmi zapisana na človeško srce. Toda takoj, ko ga zamenja Božja ljubezen, se v njem pojavi podoba in podpis Jezusa Kristusa. Njegovo celotno življenje, ki ga je preživel na zemlji, je bilo navkljub temu, da je bil svet okoli njega prežet s ponosom in sebičnostjo, eno samo utelešenje besed iz prvega pisma Korinčanom, 13. poglavja od 4 do 7. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Tukaj, v teh besedah so nam predstavljeni sadovi Božjega delovanja v človeku. Sadovi Božje milosti, ki se bodo jasno pokazali v življenju in karakterju vsakega človeka, ki sprejema Kristusa in sledi njegovim naukom. Vkolikor teh lastnosti ni v nas, moramo resno pretehtati naš odnos z Bogom in ga začeti iskati iz vsega srca. S pokorjenjem in vero v Jezusa Kristusa lahko prejmemo Kristusovega duha, ki je tu opisan, in šele potem se lahko imenujemo Božji otroci in ne otroci hudobnega. Večja kot je naša vera, več Jezusovih lastnosti je v nas. Pa si zdaj na vse to poglejmo še en primer iz prve Mojzesove knjige, od 20. vrstice naprej bom bral. Torej, prva Mojzesova, ne, zdaj pa nimam poglavja. No, je 7. ali pa 8. Sem samo kopiral, samo sekunda, to bomo takoj pogledali. Prva Mojzesova 9. poglavje, od 20. vrstice naprej. In Noe je začel obdelovati zemljo in zasadi vinograd. In ko pije od vina njegovega, se upijani ter se razodene sredi šatora svojega. Ham pa, oče Kanaanov, zagleda nagota očeta svojega ter pove dvema bratoma svojima od zunaj. Sem pa vzame z Jafetom plašč njegov in ga zadeneta na rame svoje in nazaj obrnjena gresta ter pokrijeta z njim očeta svojega nagoto. In obličje jima je bilo nazaj obrnjeno, da nista videla očeta svojega nagote. Ko pa se je prebudil Noe iz vina svojega, zve, kaj mu je bil storil njegov najmanjši sin in reče: Preklet bodi Kanaan, hlapec hlapcev bodi bratom svojim. Še reče: Hvaljen Gospod Bog Semov in Kanaan mu bodi hlapec. Razširi naj Bog Jafeta in naj prebiva v šotorih Semovih in Kanaan mu bodi hlapec. Iz tega besedila lahko vidimo, kako se je Noetov sin Ham posmehoval očetu, ki ga je videl pijanega in nagega sredi šotora. In po drugi strani vidimo, kako sta mu sinova Sem in Jafet v ljubezni izkazali spoštovanje v tem stanju, v katerem je bil. Zanimiva je tudi kronologija potem naprej enega in drugega, v katero smer sta se razvijala Sem in njegov rod in v katero smer se je razvil Ham in njegov rod skozi zgodovino.
In eno vprašanje, kako se vedemo do naših soljudi, ki nam niso ravno pri srcu? Razen, če mogoče kdo s tem nima problemov. Jaz jih imam. Sploh takrat, kot ti ljudje na tak ali drugačen način delujejo proti nam ali pa našim vrednotam. Vprašanje pa je, a to v resnici samo počnejo, ali se mi zaradi tega, ker jih ne maramo, to skozi vzorce v glavi na ta način razlagamo. In si delamo v glavi lastne zgodbe. Ali pa, kot bi rekel Miha, si ljudi etikiramo. Ti si ta, ti si ta, ti si ta. In ker si ta, delaš to. Da ne bo pomote, ne govori Miha, ti si ta, ampak samo pravi, da si ljudje etikiramo drug drugega. Ne? Nedolgo nazaj mi je ena skupina ljudi, ko sem imel že tako, mogoče malo z rezervo sem jih gledal, mi je naredila eno tako zaušnico, da sem se samo sesedel in potem sem se usedel dol in mi ni bilo jasno, kaj se je zgodilo. Bil sem mogoče dan pod orang pritiskom, da nekdo, ki se izdaja za takega, ki ga že itak tako gledaš, ti naredi potem še nekrščansko klofuto. In na koncu mi je Bog rekel, pa daj, kaj če bi ti malo glede tega. Šel sem na eno malo daljšo molitev in v tej molitvi mi je Bog povedal, da pač, če so moja očala taka, kot so, potem vsako stvar vidijo še večja in na koncu molitve mi je tudi odvzel to jezo in vse skupaj in mi je pomagal, da gradim lahko zdaj boljše odnose. Koliko molimo za ljudi, ki jih ne maramo? Ponavadi molimo za svoje bližne, za vernike, molimo za ljudi, ki smo povabljeni, da molimo za njih, ampak koliko izmed vseh teh ljudi, ki v vašem življenju molite za njih, so pa tisti, ki jih ne marate, ki dvomite v njih, ki jih obsojate, za njih verjetno ne molimo goreče, naprimer 1 uro na dan ali pa kaj podobnega. Čeprav nam ravno to pomaga. Nekaj časa nazaj sem začel moliti za eno osebo, ki je nisem ravno najbolj prebavljal. In moram reči, da po enem času, pa to ni 2krat ali pa 3krat, sem v bistvu odnos do te osebe spremenil. In mi je v bistvu ta oseba ratala še ljuba. Molitev dela čudeže. In Jezus nas poziva, da aktivno molimo, ne samo za tiste, s katerimi smo si v dobrih odnosih. Matej 5:44, tam noter to piše, Luka 6:28, ravno tako, pa preberimo oba. Matej 5:44, a jaz vam pravim, ljubite sovražnike svoje in molite za tiste, ki vas preganjajo. Torej ne za tiste, ki jih ne marate, ampak za tiste, ki vas načrtno preganjajo. In potem Luka 6:28, blagoslavljate, ki vas preklinjajo, molite za tiste, ki vas obrekujejo. Delaj dobro nazaj. Vse to ni lahko, ampak to so standardi nebeškega kraljestva. In samo Jezus, ki je te standarde postavil, nam lahko da moč, da v tem tudi uspemo. Na koncu koncev je pri vseh teh stvarih v bistvu samo vprašanje, kateremu duhu se pustimo, da nas vodi. V Jutranjicah naš vzvišen poklic je v 24. juniju točno na to vrstico en zelo zanimiv komentar. Torej, komentar na vrstico iz 1. Petrove 4:8, to, ko smo danes, ko jo imamo za osnovno vrstico. Predvsem se med seboj goreče ljubite, ker ljubezen pokrije množico grehov. Komentar. Kako močna in nežna bi morala biti vez, ki nas veže skupaj? Kako previdni bi morali biti, da so naše besede in dejanja v skladnosti s svetimi resnicami, ki nam jih je zaupal Bog? Naj bodo vaši pogovori takšni, da kasneje ne boste našli razloga za kesanje. Če kdo izgovori besedo, ki je škodljiva za ugled prijatelja ali brata,
Nikoli ne spodbujajte takega ogovarjanja, ker je to delo sovražnika. Opomnite prijatelja, da Božja beseda prepoveduje takšne pogovore. Odrešenik nam je povedal, kako ga lahko predstavljamo svetu. Če gojimo njegovega duha, če udejanjamo ljubezen do drugih, če ščitimo interese drug drugega, če smo prijazni, potrpežljivi, bodo naši sadovi dali dokaz svetu, da smo Božji otroci. Izgrajevanje drug drugega v sveti veri je delo, ki je blagoslovljeno. Ogovarjanje in očrnjevanje drugih pa je delo polno grenkobe in žalosti. Iskati bi morali načine, da lajšamo bremena drug drugemu tako, da to Jezusovo ljubezen udejanjamo. Če bodo naši pogovori o nebesih in nebeških stvareh, nam obrekovanje ne bo več prijetno. Potem ne bomo postavljali svojih nog na nevarna tla, niti se ne bomo znašli v skušnjavi in ne bomo padli pod močjo hudobnega. Namesto, da iščemo napake pri drugih, bodimo kritični do sebe. Vsak naj se sprašuje, ali je moje srce pravično pred Bogom, ali s svojim življenjem poveličujem nebeškega očeta. Če gojite napačnega duha, ga odstranite iz svoje duše. Izbrišite iz svojega srca vse, kar ima poguben vpliv. Izkorenite vsako bridko korenino, da ne bi druge onesnažili s pogubnim vplivom in ne dopustite, da bi strupena rastlina ostala v zemlji vaše duše. Izkoreninite jo takoj in namesto nje gojite rastlino ljubezni. Naj bo Jezus posvečen v templju vaše duše. Če ljubimo drug drugega, Bog prebiva v nas in njegova ljubezen je popolna v nas. Predvsem se med seboj goreče ljubite, ker ljubezen pokriva množico grehov. Pa še 2 stavka iz revije Review and Herald, tudi od Ellen White, pravi takole: naša največja nevarnost, pritisk in nasprotovanje strani posvetnih ljudi in sveta nas kot cerkev ne ogroža tako močno, kot pa zlo, ki ga kristjani negujejo v svojih srcih. Saj to zlo povzroča najhujša obžalovanja vredne posledice, uničevanja in upočasnjuje napredek Božjega dela. Svoje duhovno stanje uničujemo najmočneje, kadar zavidamo drug drugemu, dvomimo drug drugega, iščemo napake drug od drugega in razmišljamo ali pa gojimo zlobne misli drug od drugemu. Potem je navedek Jakob 3, 15-18. To ni modrost, ki prihaja od zgoraj, ampak zemeljska, vražja, živalska, kjer je namreč zavist in sebičnost, tam je nerednost in vse zlo dejanje. Modrost pa, ki je od zgoraj, je prvič čista, potem miroljubna, nežnočutna, dovzetna, polna usmiljenja in dobrega sadu, dvoma prosta, brez hinavščine, sad pravičnosti pa se seje v miru njim, ki napravljajo mir. Mi moramo te stvari stalno in stalno poslušati. Bogu pa je tako stanje, ker je svet grešno. In Bog, ki je ljubezen in ki nas ljubi, nam je to jasno pokazal. Odprimo si Sveta pisma v Izaiji v 61. poglavju. Besede, ki jih bomo brali, so besede, s katerimi je zveličar nastopil svoje delo. Lahko bi rekli, da je Jezus v teh besedah podal opis dela, ki ga je prišel opraviti na zemljo. Izaija 61, prve 3 vrstice. Duh Gospoda Jehove je nad mano, zato ker me je pomazilil, da naj oznanim blagovestje krotkim. Poslal me je obvezovati potrte v srcu, oznanjati svobodo jetnikom in zaprtim, da se jim odpira ječa, da oklicujem milostno leto Gospodovo in dan maščevanja Boga našega, da tolažim vse žalujoče, da poskrbim za žalujoče na Sijanu in jim dam diko na mesto pepela, olje veselja na mesto žalosti, hvalni plašč na mesto duha obupnega, da bi se imenovali hrasti pravičnosti, sadež Gospodov njemu v poveličanje. Jezus je svoj opis dela, ki ga bo opravil, tudi popolnoma opravil.
In zato, kot pravi Dejanja 4:12, ni v nikomer drugem zveličanja, ker ga ni pod nebom danega ljudem drugega imena, po katerem bi se mogli zveličati. Kot smo rekli, so standardi nebeškega kraljestva visoki. In samo Jezus nam lahko da moč, da jih živimo, ker nam je bil in nam je prvi zgled v ljubezni do bližnjih. Kot pravi Rimljanom 5. poglavje, 8. vrstica, dokazuje pa Bog svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Pravi vodja je pravi zgled. In naš vodja, naš zgled, naš zveličar Jezus Kristus, Božje jagnje, ki nam je svojo žrtvijo na križu izkazal neverjetno ljubezen in nam po veri tudi ponuja večno življenje, je v eni izmed svojih zadnjih molitev, ki jih je imel, preden je bil križan, molil takole. Janez 17 beremo 20. do 25. vrstice. Ne prosim pa samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njih besedi verovali v mene, da bodo vsi eno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bo tudi oni eno, v nas eno, da bi svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem slavo, ki si jo meni dal njim, da bodo eno, kakor smo mi eno. Jaz v njih in ti v meni, da bodo popolnoma združeni v eno in da spozna svet, da si me ti poslal in si jih ljubil, kakor si mene ljubil. Oče, katere si mi dal, hočem, kjer sem jaz, da bodo tudi oni z menoj, da vidijo mojo slavo, ki si mi jo dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Oče pravični, svet tebe ni spoznal, a jaz sem te spoznal. In ti so spoznali, da si me ti poslal in oznanil sem jim ime tvoje in oznanjeval ga bom, da bodo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in jaz v njih. Predvsem pa imejmo iskreno ljubezen med seboj, ker ljubezen pokriva grehov obilost. Amen. Vsemogočni in dragi nebeški Oče, Gospod, hvala in slava naj se ti dviga iz naših ust in iz naših src. In Oče sveti, mi smo ti hvaležni, da smo lahko tvoji otroci. Mi smo ti hvaležni, Gospod, da si nam poslal sina in nam po njem dal večno življenje. In mi smo ti hvaležni za sveto pismo, Gospod Bog. In tega trenutka, Oče sveti, izročamo svoje srca v tvoje roke in te prosimo, Gospod, zase in za vsako osebo, ki je trenutno v tem prostoru, da se jo dotakneš, Gospod Bog, na področju, kjer potrebuje največ rasti. A Gospod Bog, vodi in pomagaj nam, da bomo med seboj, Gospod Bog, gojili pravo krščansko ljubezen, ljubezen, ki pokriva množico grehov. Zahvaljujemo se ti, Gospod, za to, ker boš to molitev, Gospod, našo uslišal in te prosimo resnično za pomoč pri temu, da bomo, Gospod, resnično svetopisemski kristjani, da bomo podaljšane roke ljubezni, Gospod, tvoje ljudem, ki živijo okoli nas. Izročamo se ti, hvalimo in slavimo in častimo te v njegovem čudovitem imenu, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.